znani astrolog, zdaj igrani astrolog. Večinoma ga poznate, tudi te meditacije hodite, ne par vas je takih, ki ne. Včasih se tudi ukvarjaš s astrologijo 14 let, evo, zelo dolga. Tako da malo sva debatirala, kaj bi bilo najbolj zanimivo, tako da bo predstavil nekaj napovedi za naslednje leto. Druga stvar pa jaz bom malo so debatirala o tem, da bi mogoče razložil, kako te astrološke karte dela, ne bi dal kakšen konkretni prikaz astrološke karte, kaj te pomeni in tako naprej. Tako da so pol nekako se odločila, da bo mojo karto predstavil. Tako da bom malo razlagal moje karti, tako naprej. Tako da to je to. Prvi del bo napoved za drugo leto, drugi del pa predstavitev moje karte. Tako, ki sam rekel, sem astrolog, gledam v astrološko karto. Seveda je astrologija ena zelo zanimiva in uporabna veda. Vedno znova nas zanima od koncu leta, kaj se bo zgodilo naslednje leto, kaj je tisto, kar bo novega, kar bo mogoče drugačnega. Vsi imamo neka pričakovanja, neke želje, neke ambicije. Seveda se nam te želje včasih izpolnijo, včasih tudi ne. Za leto 2014 lahko rečemo, da bo Saturnovo leto, se pravi, Saturn je bil v grški mitologiji Kronos, bog časa. To pomeni, da nas čaka, Saturna so se ljudje bali, zaradi tega, ker je predstavljal čas in neko resnost. In tudi leto 2014 je bilo ogromno vprašanje, kaj je pa tako resnega. Se pravi, ravno resnost, doslednost in natančnost bodo tiste vrednote, katere se bomo morali ljudi naučiti, katere bomo morali zavestiti. Se pravi, izkušnje, ki jih imamo, ki smo jih pridobili, kajti vsako 7. leto je Saturnovo leto, se pravi, da 7 let smo zdaj delali na določenih izkušnjah in sedaj je čas za to bilanco, da dokažemo, kaj smo se naučili, kaj znamo. Ker Saturn je planet, ki ne čaka, ampak on sam pravi, a si naredil popravni izpit, a si se te stvari naučil, če se nisi, gremo znova. In to je tisto, kar je simbolika tega leta. Seveda bo leto 2014 tudi v znamenju neke duhovne preobrazbe. Se pravi, duhovna preobrazba, vsi vemo, kako je nujna, pa kako je težka. Ko sem se pripravljal na to predavanje, sem si hotel dometi, da bi se naučil, da vam bi povedal še zelo uporabne zadeve. Pa se pa razmišljal tako, kaj pa je duhovna preobrazba, pa mogoče bi kdo od vas kaj izranjega duhovna preobrazba, če želi povedati. Ker zanimivo je, pa se tudi spraševal o tem svoje znance, pa prijatelje, pa so bili vsi tiho. Pri duhovni preobrazbi bo kar malo tiho, ker smo zadržani. Duhovna preobrazba je pravzaprav nekaj, kar je za vsakega nekaj drugega, nekaj drugačnega. Mi smo individualna bitja, se pravi, da smo celo svoje življenje ujeti v prostor in čas. Vsak izmed vas ima neko astrološko karto, določen magičen trenutek, to bomo v drugem delu videli, kako to funkcionira, kako to v praksi. Meni je čas, da bom lahko predstavil karto od Sandija. Sandi je oseba, ki ga jaz osebno zelo cenim in spoštujem, se pravi, da je to tudi mi potem to tako, kot sem rekel, v čast. Pa če gremo na leto 2014 nazaj, leto 2014 bo tudi leto izkušenj. Kako pa pridobimo izkušnje? Izkušnje pridobimo vsem tako, da začnemo delati na sebi, da najdemo neko notranjo moč in preudarnost. Leto 2014 bo tudi leto skromnosti in varčnosti. A veste, zdaj, vsi smo ujeti v neko določeno krizo, v neke določene napovedi tudi ljudi, ki so finančniki, koliko vse nas bo čakalo. Je pa res, da če se bomo mi znali biti skromni, ekonomični, če bomo znali pridobiti majhne korake v življenju, tiste drobne stvari, bomo potem lahko napredovali v veliki meri. Leto 2014 bo tudi leto, ko pride na dan neke skrita znanja, neke skrite zadeve na preteklost. Jaz mislim, da bo leto 2014 sigurno leto nekih afer,
Lejte, decembra so se določene afere že začele, to se bo nadaljevalo za celo leto, ampak to je tudi stvar, ki se mora rešiti. Veste, nek je začetek, nek je sredina, nek je konec. Leto 2015 bo tudi leto, ko bomo imeli določen strah. Strah je eno zelo močno čustvo. Čustvo, ki nam bo pomagalo, zdaj pa seveda, strah je čustvo in strahom si ne bomo kako pomagati. Pomagamo se pa lahko tako, da si ta strah zavestimo. Da zaupamo v dobro, da zaupamo v določeno moč. Jaz sem prepričan, da imamo vsi v tej dvorani srečo, da smo lahko na tej delavnici, da lahko določene stvari naredimo sami, da lahko zavestimo določene vzorce, tudi s pomočjo Sandija, psihoterapije in pa tudi astrološke svetovanje. Ko sem se pogovarjal z vami, sem dobil občutek, da si ljudje vedno nekaj želimo, nekaj pričakujemo, morda nam pa nekoliko primanjkuje notranje moči, notranje energije, da bi te spremembe lahko naredili. In nekaj se pravi, da se potem moramo določene stvari zavestiti. Zelo fino je, da v letu 2014 delamo z zemljo, napredovali bojo ljudje, ki so preprosti, ki vejo, kaj je modrost srca in tudi tisti, ki bodo znali poslušati sebe. Kaj ti ljudje pogosto, kad v življenju ne znamo ali pa ne slišimo sebe. Vedno lahko se primerjamo z drugimi, rečemo, ne vem, ena oseba ne naredi tako, kot si mi želimo in smo potem razočarani. V partnerskih odnosih bo leto 2014 naporno, kajti to bo leto bilance. Kaj smo se mi naučili? Kaj smo lahko ozavestili in kaj moramo spremeniti? Kje pa najdemo spremembe? V sebi. V sebi. In kaj je predpogoj, da najdemo spremembe v sebi? Da se umirimo. Ja. Pa še naprej se umirimo in... Ja, ne, potem pa tako se najdeš, ko si umiren, ne? In da najdemo moč. Ja, no, vse nam sami. Ker če mi ne najdemo moči, guma, ne moramo iti naprej. Doskrat v življenju se pa premenujemo z enimi preprostimi zadevami, ali pa zadevami, ki so mogoče za nas najbolj pomembne. Jaz doskrat vidim pri svoji praksi, vam oči se en konkreten primer povedal, pride ena oseba k meni in želi slišati, ne vem, določeno napoved. In ko jo jaz potem malo sprašujem, kaj so pa njene prioritete, kaj so njene danosti, kaj je tisto, kar bi pa ona mogoče želela vedeti oziroma spremeniti, pa pravi, mrskaš oseba, jaz sem čisto zadovoljna samo, svojim partnerjem pa sigurno nisem. In to je tisto, in če se jaz potem s tem ne strinjam in je hočem razložiti, da so zadeve mogoče drugačne, kaj potem nastane? Nastane prvo, kar nastane, lahko nastane konflikt. Se pravi, da se ona oseba ne strinja, ali pa se zaprejo ljudje vase in ne komunicirajo. Se pravi, ne povajo svojega mnenja in so tiho. In potem se začne delo na sebi. Se pravi, moč je tista, ki jo moramo najti v sebi. Če pa najdemo moč, to smo doskrat tudi raziskovali na meditacijah, na predavanjih tudi od Sandija, je to pač ena zelo pomembna zadeva. V letu 2014 bo tudi zelo večkrat se je pokazala neka beseda in to je diplomacija. Se pravi, da bomo mogli biti ljudje diplomatski in pa modri. Modrost pa ne prihaja kar iz nekje, ampak prihaja iz naše notranjosti. Uspeli bojo predvsem tisti ljudje, ki imajo ideje in so napredni. Se pravi, napredek je pa včasih, ali pa tudi napredek je dosti povezujem z drugačnostjo in včasih določene stvari povedati na pravi način. Iz pravega zornega kota je mogoče zelo, zelo velika umetnost in velika šola. Saturn je pa ravno tisti planet, ki nas šola. Šola nas pa potiho, ali nas šola tako, kot nas šola dobra mati.
Ampak, veste, zdaj, mama je lahko čustvena, Saturn pa ni planet čustvenosti, ampak je planet strogosti. In on udari po mizi, pa reče dovolj. Bolj kot oče pa. Kako? Bolj kot oče pa. Ja, zdaj tudi različno, če oče ne. Ja, tudi. Po mizi udari. Ampak Saturn je tista oseba, ki udari po mizi in reče, zdaj pa dovolj, zdaj pa takole. Obračun potreba narediti. In leto 2014 bo leto obračuna. Bo leto tistega, da bomo morali dokazati Saturnu in nasplošno samemu sebi in okolici, da smo se spremenili in da smo ozavestili določene zadeve. Zdaj, mene zanima je kakšno vprašanje, mogoče koga kaj zanima. Vas več zanima. Kako? Dovolj izčrpal sem boje. Se pravi, ker smo videti v prostorem času, za tisto, ko se rodimo, takrat za tisti magičen trenutek se čas ustavi. Ja? In potem, ko se ta čas ustavi, se mi rodimo in astrologi izrišemo astrološko karto. Verjetno ste že videli, da se učenjajo, da tako lahko tudi potem pogledali, a se pa potem pri meni oglasite pa vam pokazati. Se pravi, Sandi je poslovničen znamenju Kozorog. Sonce je samo en dejavnik v astrologiji. To je vrh ledene gore. Se pravi, mi vsi vemo, kaj smo po sončnem znamenju, veliko pa sve, kaj je po luni in po asteroidu, vsi pa ne. In morate to počasno predstaviti. Se pravi, sonce v Kozorogu ti daje določeno resnost, doslednost, natančnost in pa analitičnost. Zdaj, astrologi vedno znova ugotavljamo, kateri je najmočnejši planet v našem horoskopu oziroma v neki astrološki karti. Pri Sandiju je to, kateri planet bi rekla, kdo pozna astrologijo? Kako? Saturn ni najmočnejši planet, pa njemu je najmočnejši Neptun. Neptun je pa Poseidon, se pravi bog duhovnosti, duhovnih znanj. In Sandi je pravi zdaj je dejansko duhovni učitelj. Ker njemu je bila dana ob rojstvu, ob zibelki neka posebna energija, neka posebna moč, ki da lahko razume ljudi in jim pomaga. Na nek drug način, ki je mogoče ostalim ljudem neznan ali pa premalo znan. Sonce v Kozorogu mu daje tudi to strogost, doslednost in temeljitost. Si oseba, ki pravzaprav v mestu dosegaš lahko velike cilje, ampak po majhnih korakih greš naprej. Je res, tvoje se. To je te dobre zdravlje. Če se ne svoje, to še malo sem. Slavo sedež. Se mastil za stebra, če bi slabo povedal. Se pravi, Luno imaš v znamenju ribi. Riba je zadnjo znamenje zodiaka in skozi celo zgodovino astrologija je bila povezana z duhovnostjo, z duhovnimi znanji, z duhovnimi inspiracijami. In to je drugo pomemben dejavnik v njegovem horoskopu. Mi astrologi rečemo, da je to oseba, ki je zelo čustvena, senzitivna in občutljiva in da si mora postaviti določene meje in določena pravila igre. Ker riba je vodno znamenje. Za vodo je pa značilno, da mora biti v neki posodi, če se razlije po prostoru. In vsa vodna znamenja rabijo strukturo, se pravi, rabijo določene meje, določena pravila. In pa tretja dejavnik, ki je pomemben v astrološki karti, je pa ascendentno znamenje. Ascendent je vzhodno znamenje zodiaka, se pravi tisto znamenje, ko je sonce vzhajalo. In ascendent pa še v škorpionu. Škorpion je, kako? Je stucvari. No, vse kako, vsaka karta je unikatna. Zdaj ne moramo mi reči, vsi škorpioni so enaki, vsi riba so enaki, vsi oni so enaki. Ampak sklop astrološke karte je tisti, ki nam pomaga, da razumemo. Se pravi, ascendent v škorpionu ti daje neko moč,
energijo, tudi določeno voljo, določen elan, da lahko določene stvari premagaš. Je pa res, da je to simbolika tega tudi določeni preskoki v življenju. Se pravi, da si vedno moraš zastaviti določene cilje, določene naloge, določene obveznosti in potem, ko ti cilje dosežeš, lahko greš tudi naprej. Vi se s tem strinjate? Ja. No. Samo ja. Nazaj tako ne moramo iti. Ker vedno znova opazam, da smo ljudi zelo obremenjeni s preteklostjo ali pa z prihodnostjo. Pozabljamo pa na eno zelo pomembno zadevo in to je sedanjost. Ta trenutek, tukaj in zdaj. Jaz sem tukaj in zdaj in lahko veliko naredim. Ampak samo pod pogojem, če hočem. In jaz mislim, da Sandi to zelo dobro znam. Pomembno v tvoji soški, kar ti je še naslednje, da ti je zelo potrebna neka čustvena varnost in stabilnost. Ko imaš to varnost in stabilnost, lahko greš naprej. Notranja moč je tista, ki ti vedno znova pomaga, ki ti stoji v strani. In razbrati je tukaj po soški karti, kolikor bi lahko rekel, tudi določeno pomoč. Se pravi, spiritualnih energij. A veste, mi moramo se eno stvar zavedati. Astrologija gre do neke meje, do neke meje lahko gremo. Potem so pa tukaj višja znanja, duhovna znanja, ki pa astrologiji niso bila znana. Ker astrologija se je razvijala skozi tisočletja, ljudje so že zelo zgodaj opazovali nebo, opazovali določene nebesne pojave in na podlagi tega so pripisovali določenim nebesnim pojavom, planetom, ki so se pokazali na nebu, določene lastnosti. In na podlagi tega so potem razvili astrologijo, astrološko karto in tako dalje. Imaš še vprašanje? To ni toliko pogost pojav, da tam ga nima vprašanja, da so nekaj. Neptun ima v prvi hiši in je najbolj hoten planet. In zaradi tega je tako močan. Ker tist planet, ko je bil najbolj hoten ob našem rojstvu, tist planet nas zaznamuje celo življenje. Predstavljam se, kako zdaj ljudje seveda, mi ne bomo biti obremenjeni z neko astrološko karto, kajti v življenju je toliko nekih izzivov, toliko nekih poti, da mi preprosto lahko pozabljamo na določene zadeve in moramo slediti majhnim trenutkom. Če pa želimo, ko se znajdemo na razpotju, določene stvari ozavestiti, določene stvari spoznati na prav način ali na način, ki nam bo v pomoč, takrat pa lahko poiščemo nekega astrologa, ki nam pa lahko osvetli pot. Jaz vedno znova povem svojim strankam, jaz ne napovedujem prihodnosti, ampak lahko ozavestim določene stvari. Povem, kje človek je, ga postavim v prostor in čas, kjer je, in ga probam usmeriti, kam gre. Vsi imamo pa kljub temu svobodno voljo in smo sami tisti, ki se lahko odločimo, kaj je prav za nas in kaj je za nas narobe. Ne moramo se zanašati na neke napovedi, lahko nam pa te stvari svetujejo oziroma pomagajo ozavestiti določene stvari, da vidimo neko pot, da dobimo neko energijo. Zdaj te bom ponovno vprašal, če se spomnim, kaj še vprašanje. Zdaj, če gremo naprej v tvoji astrološki karti, Merkur, planet komunikacije in intelektualnih dejavnosti, se je nahajal v Kozorogu. Za Kozoroga vsi vemo, da je zelo dosledno, natančno in analitično znamenje in tudi vsi tisti, ki prebirate kanalizirana sporočila od Sandija, veste, da so njegova sporočila zelo tako, bom rekel, dosledna in natančna, imajo neka zelo jasna sporočila. Kajti oseba, ki neke stvari kanalizira, se reče kanalizira, ja, mogoče nisem,
pa dobi sporočila od vesolja, od neke višjih energij, višjega smisla, mora biti zelo močna, da te stvari pravilno razume. In glede to, da imaš Merkurja v Kozorogu, bi tukaj si jaz to potrdim, da prav te stvari razumeš in tudi to imaš. Kaj ti smešne? Prisrčno, ne smešno, prisrčno. Da veš, kaj delati. Zdaj sem tudi pogledal malo v njegovo prihodnost. Sem si malo dovolj pogledati, kaj njega čakam. In sem videl tako, da bo imel, da bo let 2014 zate leto duhovne transformacije, preobrazbe in neke notranje moči. Spoznal boš v življenju določene trdne temelje, določeno energijo, ki ti bo pomagala razumeti življenje še iz nekega drugega nazornega kota, iz nekega drugega vidika in potem boš tudi lahko šel zelo osvobojen in pogumno naprej po svoji poti. No, kako mi bi zdaj lahko razglabili tukaj še dolg časa. Je pa zelo poudarjeno v tvoji karti je tudi, naprimer, planet Pluton, ki se nahaja v 10. hiši. In Pluton je tisti planet, ki je v astrologiji zadnji planet, 10. planet in pa tudi močan planet. In vsi duhovni učitelji, vsi ljudje, ki so bili v življenju zelo, zelo na visoki ravni, so imeli Plutona zelo močnega. In v tvoji astrološki karti je razbrati, da imaš Merkurja v trigonu s Plutonom, se pravi, da stvari delaš pravzaprav neko dobro in pozitivno. In s tem, ko pomagaš ljudem, ko jim daješ moč, energijo in voljo, tudi lahko sam osebnostno napreduješ. Jaz imam eno vprašanje. Kako naj ti verjamemo, da si to res iz karte prebral? Vse sam ga poznaš, enostavno napišeš, kot da poznaš. Ja. Mogoče je tudi to tako za ljudi, ki jih poznaš, ti že dela. Seveda je pa, jaz bom tako rekel, vsak dan, ko delam z ljudmi in jim razlagam astrološke karte in jim pač povem stvari, dostakrat ko oseba reče, kako ste pa vi to vedel? A pa ste vi prepričani v to, kaj govorite? Pa se pa čisto samozavestno rečem, ker je ravno od tega, da bi me nekdo potrjeval, rečem, jaz vem, da je to tako. Vsak se pa mora sam naučiti, da najde to pot, energijo v sebi, ne? In pa da sprejme svojo osebnost. Kajti, če mi znamo sprejeti svojo astrološko karto, sprejeti svoje danosti v astrologiji, a se ne bi to premenili, zdaj ne vem, prej je bilo pred predavanjem, kjero leto pa je Saturnovo. Saturn, to je pa neki grozen, da neki strašen in tako naprej. Ne, Saturn ni nič grozen planet, ni strašen planet, ampak je planet resnosti, doslednosti, analitike. In tudi planet, ki nam bo pomagal razumeti določene stvari, da bomo lahko najdli moč pa energijo v sebi. Jaz se tvoj kar prav zaključil, tole. Ne morem, mislim, druge stvari so pa zelo osebne narave in da bomo se to tako množico, lahko rečemo množica, razgledati stvari. Moram povedati, da sem, ko sem se pripravil na karto, sem tudi spoznal, da je v življenju dejansko tako, da so nam določene stvari, oziroma se mi je vedno znova potrdilo to, da so nam neke stvari usvojene in določene vnaprej. In da, tako kot smo mi unikatni, ker imamo mi unikatno energijo v sebi in lahko ti danosti, ki jih imamo v svoji karti, sprejmemo in vzamemo sebi v prid, tako da lahko potem tudi najdemo moč in energijo za naprej. Kakšno vprašanje, še v letu 2016? Kakšno mogoče izkušnja? Ali bi mogoče kdo povedal, kako je bil zadovoljen s tem, kar je izvedel na svetovanju? Ker pomaj, da vas je bilo kar veliko. No,
jaz sem moram povedati to, da sem si, ko sem gledal vaše karte, sem gotovo, tako je tudi Sandra, mislim, tudi Veronika to rekla, da ste vsi navajali določene stvari, kaj vas motijo, a pa opise, ko ste dejali, zelo malo vas je pa povedali čisto bistvo, kaj dejansko je mogoče res, dejansko jedro problema in kaj je tisto, kar vas omejuje. In jaz bi mogoče tako rekel, da je astrologija neka pot, odločitev pa nosi vsak v svojem srcu in mi smo vedno tisti, ki se moramo sami odločiti. Kaj ti, ko najdemo odločene odgovore v sebi, lahko pomagamo sebi in drugim ljudem. Ni nobenega vprašanja. Ne, razmišljam, če kaj bi lahko povedal v letu 2014. Ja. Kaj boš, recimo, kaj bi napovedal za 2014 po mesecih, ali pa kaj bo boljše, da bo slabše? No, tako je, v letu 2014 je planet Mars retrograden, se pravi, da med marcem in junijem bojo določene stvari, ki so v ozadju, ki so, se pravi, skrite, prišle na dan. Določene stvari se bojo mogli med marcem in junijem razrešiti in se bojo tudi razrešile. Je pa res, da bojo mogli biti vsi tisti, ki so, se pravi, ali tehnici ali ovni, mogoče nekoliko bolj previdni. Druga polovica leta 2014 bo dosti bolj pozitivna, dosti bolj harmonična, kajti to bo že predpriprava za naslednje leto, ker leto 2015 je pa Jupitrovo leto, za Jupitra pa vemo, da je v astrologiji velika sreča, velika priložnost in takrat tisto leto bo potem boljše in to bolj harmonično. Seveda je pa pomembno tukaj še to, da je od posameznika odvisno, koliko bomo mi znali vložiti energije, koliko bomo znali vložiti volje, elana in tako bomo potem lahko šli tudi naprej. Mogoče bi v astrološki karti povedal še to, da astrologi vedno znova ugotavljamo določene smernice in pa tudi energetske vplive za naprej. Se pravi, določeno prognozo, ko jo lahko damo, so to samo energetske smernice in vodila za leto, ki nam potem pomagajo razumeti stvari. Ker veliko ljudi na tem svetu je žalostnih, je osamljenih, je obremenjenih. In taki ljudje težko najdejo moč, težko najdejo energijo v sebi, da si lahko pomagajo. In mogoče tudi naloga nas ljudi tista, ki nam je dana moč in energija, tudi skozi razne stvari, da lahko pomagamo in da najdemo to srečo v sebi in potem lahko budemo skupajni naprej. Če ga šel vprašanje? Kaj pa recimo so stvari, pač v letošnjem letu, da so recimo pasti zanke, Ja, pasti zanke bojo bližnjice. Se pravi, da tiste stvari, če bomo mi slučajno, Saturnovo leto ni leto bližnjic. In če mi zdaj slučajno razmišljamo o tem, da bomo imeli katerokoli bližnjico v življenju, jo ne bomo imeli, to ne bo šlo. Se pravi, da bomo mogli se soočati za situacijo, biti iskreni in pošteni do sebe, do svoje okolice in stvari povedati. Ker včeraj je meni bo zelo lepo, ko je Veronika rekla, povejte svoje mnenje, ampak povejte ga na pravilen način. In točno to je tisto. Če mi znamo svoje mnenje povedati na pravilen način, lahko smo mi užaljeni, lahko smo prizadeti, lahko smo ranjeni. To je naša pravica. Leto 2014 bo ravno to tisto, da bomo mi morali te stvari povedati, ozavestiti in jih na pravilen povedati drugim. Če bomo pa s prstom kazali na druge in jim ukazovali, kaj morajo spremeniti, pa to ni modrost. Kajti modrost prihaja zelo tiho in pa skrivnostno in modrost je nekaj, kar deloma je modrost tudi to, da smo izkušali, da smo izkušali se tiste, ki nam pomagajo.
Pa še nekaj sem prej pozabil povedati za leto 2014, da se bomo mogli soočati z ljudmi, ki so starejši. Kaj ti starejši ljudje so tisti, ki nam bodo v letu 2014 lahko pomagali in tudi dali pač neke modre nasvete. Ampak zdaj, družba, ko sem se pripravljal na to predavanje, sem to ugotovil, da družba, ki, ravno to bi nekaj vodilo, da družba, ki ne spoštuje starosti, je družba, ki gre nekam, kar ni dobro. Se pravi, da starost je tudi nekaj normalnega. Nekoč bomo vsi starejši, tudi lahko stari, ampak s tem ne pomeni, da bomo pa, ne bomo imeli neke moči pa modrosti, kar je v mladosti ne moramo imeti, ali pa ne dovolj intenzivno, razen če nam ni to na nek način dano. In to je tisto, kar je tudi mora biti vodilo v tem letu, da ni, se pravi, bližnic, kajti bližnice so nekaj, kar nas zavaja. To soočenje s starejšimi misliš, da dobiš, ne vem, da poslušaš na svet, oziroma da iz te modrosti črpaš energijo? To se misli v globalnem smislu, mislim, da je misli tudi individualno. Ja. Kot družba. Koliko časa pa rabiš, da napišeš tako astrološko karto? Kako? Koliko časa rabiš, da... Zdaj, astrološko karto, pri astrološki karti tako, da rabiš kar par ur dela. Jaz delam prečaj na 6 ur. Ampak to skoncentriram, da se pravi 6 ur, če si dam še malo odmora, se pravi 8 ur, se pravi tak delovnik, ena astrološka karta. Ker je treba vse stvari temeljito proučiti, dobiti v neko logično celoto dati in tudi razumljivo stranki posredovati. Če posredujemo samo tehnične izraze, sistem ne more nekdo pomagati, se mora tudi biti napisana tako, da je uporabna. Kaj pa vsebuje na razlaga astrološke karte? Astrološka karta vsebuje razlago značaja, se pravi značaja, kakšni smo se mi rodili, kakšen je nas značaj, potem opisuje različna polja življenja, kot so zdravje, služba, karijera, te zadeve. Tu opisuje karmično pot, se pravi tisto, zakaj smo poslani sem, kaj moramo še se naučiti na zemlji, ker vsak se mora nekaj naučiti in pa vsebuje tudi prognozo za naslednjo leto, se pravi energetsko prognozo, kaj nas čaka, pa seveda stranke potem tudi zanimajo razna vprašanja, na katere pa tudi potem dam odgovore. Še kakšno vprašanje? Ja, potem bom pa tako rekel, za zaključek lahko rečem, da imejte moč v sebi, da postavite sebe na prvo mesto, ampak ne v tistem smislu, da jaz sem glavni, ampak v smislu, da lahko pomagate tudi drugim ljudem. Življenje je lepo, če ga živimo, moramo se osvoboditi strahov, starih stvari in živeti za sedanji trenutek. Kajti sedanji trenutek je tisti, ki je pomemben. Hvala.